treći keden počitnic se končuje. Žal, ali pa dobro, kad se končuje. Ko pravite, učence? Malo že dosadno doma. Prišel je dež in pa z njim ohladitev. Hvala Gospode, ka na takši miren način je prišla ta ohladitev. Vročina, da je pa prišla, že prihaja. Žetev je končana, hvala Gospode za predelke, za njegov blagoslov, za zaščito predelov, za zaščito očuvanja predelkov. Dopustniki ene se že vračajo, so se že vrnile, drugi duše šli, drugi duše odhajale, tabore idejo proti koncu, največji SČG pred našimi mladimi RR Eurocamp. In tako mi pomalo prihajamo nazaj v rutino, tako povedano, v vsakodnevje. Je samo to v naše življenje, ali pa je vsem tom, vse te dogajanje, vseh teh stvareh, aktivnosti, ještě nekaj več. Ja vas lepo pozdravljam v vzvišenom imenu Jezus. Vse vas, štiri poslušate, štiri čujete Božjo besedo, zavolo toga, ka v njej, v Božoj besedi najdemo nekaj več, nekaj boljšega. Najdemo nekaj boljšega, kot pa samo v tuzemeljskih aktivnosti. Vse to, ko sem naštel, ko sem prej naštel, so leko samo aktivnosti. Bog pa želej, dragi moji, Bog pa želej, kaj je naše življenje nekaj več. Kaj je nekaj več? Prejšnje dve nedelje smo že gledali v Janezov evangelij v 5. v 24. vrstico in ugotovili, ko to pomeni, ko je pomembno glede toga, koga poslušamo in kako važno je, ko smo v veri trdno pričvrščeni na našega odrešenika Jezuša Kristuša. Skozi besedo smo videli, ka ne vse eno štiri glas poslušamo, zavolo toga, ka naša poslušnost in pa ali neposlušnost prinaša posledice. Glede tog smo tu videli, kako pomembna je v našem življenju vera v živoga Boga. Vera v živoga Boga, v gor stanjenoga Jezuša Kristuša in bili smo tu upozorjeni skozi Božjo besedo, ka naj pazimo, ka naj naša vera ne opeša. Peter, Jezušov učenec Peter, je to izkusil, ali on se je znova oklenil, znova se koli z grobo odrešenika in tako nadaljeval, trdno povezane z njim v svojem življenju, pričvrščene na njega. Dnes bomo nadaljevali z to isto vrstico iz Janeza 5:24 in pogledali tisto nekaj boljšega, kar je Bog pripravil za nas, kar je za nas priskrbel Bog. To, kot je zapisal pisec pisma Hebrejcem v 11. tale 40. veršu. Še enega bi vas znova prosil, ka gor stanemo in preštejmo Božjo besedo, našo vodilno vrstico, znova v Janeze 5. tale 24. vrstica. Janez 5:24. Resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Nebeški Oče, hvala tebi za tvojo drago svetu reč, štero se nam njav tu, kot naše vodilo na toj poti v tebe, ka idemo vse ta do večnega cilja. Pomore nam, ka razumemo tvojo besedo, ka jo sprejemamo za svoja življenja in ka jo vsakodnevno živimo
to, kako ti praviš, ko naj živimo. Zato, ko to je najboljše. Hvala je tebe, ko boš z nami in ko nam daš razumeti tvojo besedo. Blagoslovi vsakoga prisotnoga, blagoslovi tiste, štiri ne mrejo biti v tom trenutku prisotne. In Gospod, dragi, dotekni se vsakoga življenja, ko bi za istino bili na toj poti večnoga odrešenja, na toj poti v tvoje nebeško kraljestvo, v tvoje večno življenje. Amen. 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 Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Zelo jasna beseda. Jezus v toj vrstici stopnjuje pogled na človeka, na njegov odziv, na to, ko on pravi, na to, ko on goči v moje, v tvoje življenje. Tu imamo pravzaprav, tu nam dava pravzaprav opis, kakšen je človek, kateri ima zagotovljeno večno življenje pri njemu. Kakšen je človek, kakšen je človek, kateri ne pride v obsodbo in kateri da večno živo v njegovoj prisotnosti. Jezus pravi, nekje, to Božja beseda pravi nam, Jezus pravi, da je to človek stalne poslušnosti njeme in človek vere v živoga Boga. Človek vere v gorstanjenoga Jezusa Kristusa. Beseda posluša je nekaj, ko se vedno znova dogaja. To ne je samo enkratno dejanje, pač pa se to vedno znova in znova dogaja. To je aktivnost v vsakoj življenjskoj situaciji. Vsakodnevna moja in tvoja aktivnost. Poslušate to, ko Bog pravi. Isto to, je beseda veruje. To je ne samo enkratno zvrvanje v nekoj navdušenosti, pač pa je to stalno popolno zavipanje Bogu v vsakoj situaciji in na vsakom mestu. Takšna poslušnost in takšna vera se te razvija. Te se razvija, se nadgrajuje in postaja vse bolj odločna v vsakodnevnem praktičnem življenju. Zavolo toga, kaj Jakob pravi v 2. poglavju, kaj je vera brez del mrtva, je neučinkovita. Če samo vrčeš in to vero aktivno živiš, je tvoje življenje neučinkovito. Tvoje svedovstvo je te neučinkovito. In moja in tvoja poslušnost in vera mora biti aktivna. Mora biti delujoča, rastoča, vsakodnevna, živa, ka bi leko prišlo do rezultatov. In Jezus, tu v toj vrstici, štero smo prešteli, pravi, kaj je prvi rezultat takšne žive poslušnosti, takšne žive vere, ko večno življenje. Ko je torej večno življenje? V dnešnjoj jutri bomo probali skozi Božjo besedo, ne to, ko si ga predstavljam, pač pa skozi Božjo besedo ugotoviti in dognati, ko je to večno življenje. Znate, Nova zaveza več kot 300-krat omenja to besedo večno življenje. Največkrat goči od toga Janez v evangelijih in pa v prvom listu, več kot 20-krat omenja, goči od večnoga življenja. In dosti primeraj pravi, kaj je pogoj za večno življenje, vera v Jezusa Kristusa. Vera v Jezusa Kristusa, v živoga, v gorstanjenoga odrešenika Jezusa Kristusa. In sam Jezus je to jasno včil, jasno je to pravo svojim poslušalcem in je povedal na različne načine, v različnih situacijah, v različnih primerah in je razložil, na kakšen način se pride do večnega življenja. Pogledajmo samo nekaj Jezusovih izjav, štere gočijo od večnega življenja. Da se je
Jezus srečo z Nikodemom, který je v noči prišel k njemu z pitanjami, njim je Jezus na njegovo zanimanje o novom rojstvu, med drugim tako pravo. Janez 3 čital 12 pa do 17. Janez 3 čital od 12. do 17. veršoša tako štejmo. Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških? Večno življenje, dragi moji, je nebeška stvar. Večno življenje je nebeška stvar, ali to se dosegne tu na zemlji, ne enako v nebesaj. Pač pa tu na zemlji se dosegne večno življenje z aktivno poslušnostjo v Bogu in verov v njega. Dole 13. verš Janeza 3. tala, tako piše, nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovga. Jezus tu pravi, ko je on prinesel iz nebesa človeka. In pravi, ko se v nebesa ne pride z niti eno fizično ali materialno aktivnostjo, pač pa se v nebesa pride edino za njim, z Jezusom. Tomaž je v enoj priložnosti, da je bila debata, da je bila razprava o bivališču pri očete, je pravo Jezus tak. Brat Damir je to že omenil. Pravi njim je tak v Janezi 14. tale 6. veršoš, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Ja, dragi moji, Jezus edini je pot. Edini dava možnost vsakome, ka leko pride v večno skupnost z očetom. In pogledajmo kako. Janez dole v 3. tale je tako zapisano, nadaljujemo v 14. veršu še in tako pravi, in kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov. Ko je pravzaprav pomenila povzdignjena koča tam v puščavi? Življenje. Amen. Življenje. Rešitev za tiste, štiri so bili vgriznjene od tiste koče, od tiste ognjene koče, od strupene koče. Kako se je leko to zgodilo? Kako se je to leko zgodilo, kaj je tista povzdignjena koča bila rešitev za njih? Če je človek, štiri je bil vgriznjene, pogledno na to kočo, ali ne pogledno samo to, ja, zdaj pa ga poglednem, pa je to. Ne, pogledno v vere, če je v vere pogledno ta. In to Jezus v naslednjoj vrstici, gled to, pravi, gled od toga goči dole v 15. veršu še Janeza 3. tala. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, 15. verš što pravi, povdarja, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Haleluja. Jezus je to včinil, kaleko ges in ti mava večno življenje, dragi moji, zavedajmo se, ka večnoga življenja njega izven Jezusa Kristusa. Večnoga življenja njega izven njega. Niti eden drugi tak imenovani Bog ne ponuja večnoga življenja na takšen način, zabolo toga, kad toga nemre. Nemre nišče ponediti, nemre nišče drugi dote človeke, kak edino večni živi Bog. Kak edino Zakaj? Mislim, kad naslednjo vrstico vsi znamo na pamet, vsi znate na poved Janez 3:16. Zakaj leko da edine večno življenje? Kaj ti?
3:16 Janezovega evangelija, kaj ti Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal. Bog je dal, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, in zdaj je pogoj, nadaljevanje je postavljeni pogoj, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Aleluja! Ali vidimo to čudovito povezanost, to čudovito sporočilo. Bog je dal svojega sina, zato ker nišče se ne bi pogubil. Odločitev je na mene, na tebe. Ali vrđen, to me Božome sporočili. In znova, tu, na podlagi te besede, smo znova prenošali osnovno tekst iz Janeza 5:24. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Dragi moje, vera v živoga Boga, odnos prijateljstva z njim, dela spremembo. To napravi pravo spremembo, štera je zapisana v naslednjoj vrstici, 17. vrstici. Bog namreč svojega sina ni poslal, da bi svet sodil, ampak da bi se svet rešil po njem. Da bi se svet po njeme rešil. Ja, dragi moji, tu na zemlji ještě nega Bože sodbe. Ještě nega Bože sodbe, pač pa je Bog tu pripravil rešitev. Aleluja! Tu je pripravil rešitev, ka ne bi bili v večnosti obsojene. Od toga mogoče le naslednjič. Večno življenje je za tistoga, šteri posluša Božjo besedo in vrđe Boge. Jezus je še na več mesta govoril in razlagal, ko je večno življenje. Poglednemo naslednjo Jezusovo besedo. Janez 17. tale, 3. veršoš, Janezov evangelij 17 in pa 3. veršoš, to piše. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Spoznavanje Boga. Spoznavanje Boga. Napačno mišljenje je, ko spoznate, to pomeni, imate od nekakoga informacijo. Imate od nekakoga informacijo. Spoznate, dragi moji, pomeni nekaj čisto drugega. To ne samo informacija. Informacija je, na primer, tej pa tej avto znamke, tej pa tej je rdeče barve, ima dizelski motor, ima dobre bremze, ima udobno vožnjo, pa tok dole pa naprej, nizko porabo. To so informacije. Kaj bi pa tej avto resnično spoznal? Kaj bi resnično znal, kako tej avto funkcionira, te se pa mora z njim prevoziti 50, 100 ali pa 150 gezarov kilometrov v različnih situacijah, na različnih poteh, na različnih lokacijah. Kaj bi videl, če ta informacija resnično drži? Če ta informacija, štero sem ga dobil od toga avtoja, je resnična. Dragi moji, to je tu na duhovnom področju. Boga lahko spoznaš edino to, če odeš den za dnem v kuper z njim v vseh situacijah svojega življenja. To se spozna Bog. To se spozna, što je on in kakše on je. In Janez tu pravzaprav pravi, kaj je večno življenje, več kot pa samo eden večni obstoj. Večno življenje je poznati, spoznavati Boga, ko nam je omogočeno skozi Jezusa Kristusa. Skozi njegovega sina. Bog, dragi moji, ne želi. Bog ne želi preživeti večno z ledami,
štere se na zemlji ne zimajo za dosta časa, kad bi spoznale njega. Bog ne želi preživeti večnosti s takšimi ljudmi, štere imajo samo informacijo od njega. In dragi poslušalec, skozi vero in popolno predanje Kristuše, leko mi doživimo eno največjo izpolnitev v svojem življenju in doživimo te pravi namen, šterega ima Bog za človeka, za mene, za tebe, in to je večno življenje. To je večno življenje. Biblija nam pravi, kaj je večno življenje, gnešnja stvarnost. Ne samo inog bude, pač pa gnes. Je to stvarno v mojem in tvojem življenju. To je Jezus jasno pravo in Janez je zapisal v 10. tale Evangelija, 10. tale 27. in 28. veršoš. Tako štejmo, Janez 10, 27, 28. Moje ovce poslušajo moj glas. Jaz jih poznam in hodijo za menoj. Za kom ti hodiš? Za kom ti hodiš? V šterom imaš samo informacijo, ali pa za tiste, šteroga poznaš. Razmislimo to ti od svojega privatnega življenja. Ne samo na duhovnem področju. Razmisli od svojega življenja, koga ti posnemaš. Tistoga, od šteroga imaš samo informacijo, ali pa šteroga poznaš. Za šteroga znaš, to je njegovo ozadje, to je tiste neprijetne stvari. Za kim hodiš, kome zavipaš, kome vrđeš. Jezus dole tu pravi pomembno dejstvo, Janez 10, 28. Dajem jim večno življenje. Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje. Kome dava on večno življenje? Tistim, šterega poslušajo, štere hodijo za njim, in tistim dava večno življenje, štere on pozna. Ali on resnično pozna mene, tebe, ali pa želim določene stvari od njega skrite. Določene stvari zakrite, jih kroj potisnete, pa to za tebe najvažno. Nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. In dragi moji, če pogledamo tej odlomek, šterega smo zdaj prešteli, če pogledamo tej odlomek iz Janeza 10. tala 27. do 28. smo znova pri tom našem osnovnem tekste, šterega proučujemo, v šterega gledamo, štero imamo takšen čudoviti zaklad, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Vidite, dragi moji, koliko nas Božja beseda pela se k istome cilju. In ob zaključku postavim se nam vprašanje. Ali imaš ti večno življenje? Imaš sigurnost, kad si njegov, kad si njegova ovca, tako povedano? Poslušaš njegov glas, odeš za njim, te on pozna. Janez nas želi ohrabriti in tudi upomniti glede naše odločitve. In to pravi v 1. Janezovem listu, 1. Janez 5. poglavje, 1. Janez 5. poglavje od 10 pa do 13. To pravi Božja beseda za nas, za našo ohrabritev in tudi za naš opomin. Janez, 1. Janez 5, 10 do 13. Kdor veruje v Božjega Sina, ima pričevanje v sebi. Kdor pa
Bogu ne veruje, ga je naredil za lažnivca, ker ni veroval v pričevanje, s katerim je Bog pričeval za svojega sina. Pričevanje pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje. Aleluja. In to življenje je v njegovem sinu. 12. vrstica. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenje. In nadaljuje to. To vam pišem, Janez pravi, to vam pišem, zakaj? Da boste vedeli. To pomeni, kad ste popolnoma sigurni, kad ste popolnoma prepričani, da imate večno življenje. Aleluja. Kome to piše? Vam, ki verujete v ime Božjega sina. In, dragi moji, jaz sem prepričan. Prepričan sem, kad tu ne mišljena samo nekša navidezna, formalna vera, ali informacija, pač pa, kako sem že prej povedal, kaj je to vera pokazana v dejanjih. Juda, Jezušov učenec, apoštol, nas tok spodbuja z njegovimi besedami končujem. Juda, prvi tav, samo eden tavgi v Judovom pisme, 20 in 21 vrstica tok piše. Juda 1, 20 do 21. Vi ljubi. Vidite, kako nas poimenuje. Ljubi. Ti, dragi poslušalec, si Bogi ljubi. Si Božji ljubljenec. Bog je dal največ, ko je imel za tebe, za tvoje odrešenje. Vi ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v Svetem Duhu. Ohranite se v Božji ljubezni in čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje. Aleluja. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe. Hvala je Tebi za Tvojo veliko ljubezen, štero si imel do mene, do vsakoga človeka, štere smo spodneli v neprijateljovo oblast. Hvala je Tebi, Oče nebeški, ka si nas Ti po Jezuši Kristuši vyvtrgnu iz njegove oblasti in si nas postavil iz kmice v svojo svetlobo. In hvala je Tebi, Jezus dragi, ka po veri v Tebe, po poslušnosti Tvoje reči, leko imamo sigurnost večnega življenja. Hvala je Tebe, ka nam Ti to davaš in želejš, ka imamo si to sigurnost v svoje življenje. Hvala je Tebe, ka Ti delaš za istinu vse novo, to, gdje človek Tebi to dovoli. Pomori mene, pomori nam, ka dovolimo Tebi, ka Ti napraviš spremembo to, gdje je potrebno v naše življenje, ka bi za istino prišli v večno življenje v Tvoje prisotnosti. Gospod sveti, blagoslovi moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga poslušalca, šteri posluša Tvojo drago svetu reč, ka bi ta reč delovala po duhi Tvojom v vsakom življenju na odrešitev za večno življenje. Amen. In dragi prisoten, gledo, če stogimo tok pred svetim Bogom v molitvi, imaš ti sigurnost večnega življenja? Če nemaš te sigurnosti in želejš, lahko daš znak s kratkim dvigom roke. Bog vidi tvoje srce, Bog vidi tvojo odločitev in mu se molili za tebe, ka boš
imel tej mir v svojem življenju. Nebeški Oče, hvala je tebe, kad ti resnično davaš večno življenje vsem tistim, štere tebe poslušajo, štere vrđajo tebe in pomore mene, kad ne samo inog v preteklosti sam se odločil, pomore sejnom v tom, pač pa kad vsaki den znova napravimo to odločitev, kad mu poslušali tebe, tvoj glas, kad mu verovali tebe, tvoje drago i sveto i reče, kad bi nas ti za istino poznao in kad bi mi poznali tebe. Pomagaj nam v tom i nas vode. Amen. Amen.